Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni po letih prepričevanja in prosenja in vsega ostalega je moja draga prijateljica Tanja Glažar izdala Feng Shui rokovnik za leto 2018. Dolgo pričakovani in tukaj je, yes! Evo, veselim se tega, ker ga je tudi poenostavila, sicer so te zadeve precej zakomplicirane in danes nam bo zaupala, kaj lahko pričakujemo v leto 2018, kakšno leto bo to, na kaj moramo biti pozorni in kje lahko potenciale izkoristimo. Iskrene čestitke! Hvala lepa, hvala lepa. Sicer nisi ga glih načrtovala že v maju, a ne, tale rokovnik, hitro se je zgodil? Ja, zelo na hitro, ker sem dobila pred 2 meseci, sem se spomnila, da leto 2018 je pa tisto leto, ki je 18 let, odkar sem začela samostojno pot. Se pravi, zdaj boš polnoletna? Ja, ja. Se pravi, leta 2000 si začela? 18. marca, ja, sem odprla prvi SP, takrat je bil sicer še popoldanski. In sem rekla, ja, to je pa polnoletnost, nekaj pa moram, da proslavimo to. In sem rekla, zdaj je pa res zadnji čas. In pustila si svojo službo, kaj si bila? Inženir radiologije. Inženir radiologije. Ja. In si pustila svojo varno službo in si rekla, ne, Feng Shui me kliče. Tako, tako. Ja, novi izzivi, nove priložnosti, nova področja. Iskrene čestitke za tvojo polnoletnost na tem področju in ja, z veseljem ga bomo uporabljali v letu 2018, ker so fajn oznake in vse ostalo. Ampak leto 2018, kakšno Feng Shui leto bo to? Joj, to je kar eno tako leto zemeljskega psa, ki bo, če gledamo iz pozitivne strani, je to leto, ko smo zelo odločni, da dosežemo svoj cilj in nas v tem smislu tudi podpira. Za nekoga, ki se pa že tako drži rajši svojih načel, pa prepričan bo pa to leto takih premikov, da ga vsem potres premaknil. Toliko se bomo trdno in močno držali tega svojega, ne bomo pripravljeni na kompromise. In tam bi jaz rekla, da bomo mogli zelo bolj sproščeno začeti leto. V tem smislu sem tudi pripravila v rokovniku določene verze, izreke sem ga dopolnila, da usklajujejo mesečno kombinacijo energij. Se pravi, če je napetost, sem videla, da je napetost v odnosih določenega meseca, potem sem dala te verze, da se spomnimo, da sprostimo te odnose, da smo mehkejši, da smo bolj odprtega srca in tako. Mislim, ni samo datum, pa slikca, ki je avionček, da gremo lahko na pot ali pa na izlet, ali pa da se dobro imamo v odnosih, da naredimo dober posel, ampak je v bistvu tudi nas opominja, kater tip energij moramo uskladiti tisti mesec. No, koliko se veseliš leta 2018? Pa bom rekla, da sem malo bolj zadržana. Malenkost bolj sem zadržana, ker zemeljski pes, to pomeni, sta dva elementa zemlje, ampak to pomeni zemlja na zemlji, to je gora. To je nepremakljivost, to je vztrajanje v svojih načelih, principih. Ta pes je tak, ki si ne da nič dopovedati. Tako da jaz, zame sicer to pomeni zelo delovno leto, ampak tudi leto, ko bom mogla veliko mehkejša biti, veliko bolj pripravljena, prilagodljiva, tako. In verjamem, da tudi večina od nas. Kajti, če malce podrobneje pogledamo, leto 2017 je bilo leto, ko je bil ognjeni petelin. In to je zadnji element ognja, ki je bil prisoten. Zdaj naslednjih 6-7 let elementa ognja ne bo. Element ognja je pomenil tudi to, da smo bolj samozavestni, smo bolj pripravljeni, veseli, da smo odprti za nove zadeve. Ta entuziazem se je razširil na vsa področja življenja. Zdaj bomo pa malo bolj Zemlja zaznani. je pa tista, ki te pokoplje, se pravi, ki te poklopi. In elementa ognja praktično ne bo, zato mogoče bomo malo težje videli kakšen izhod iz kakšne krize, veliko potrpljenja več bomo mogli imeti in pa vizijo za naprej. Zapisala si, da bo leto 2018 tudi leto okultnega. Kaj to pomeni?
ta posebna kombinacija, zemeljski pes, je posebna kombinacija energij. To pomeni, da to leto pač nima v sebi zaščitnika, ampak to je tip ljudi, recimo, ki se bodo rodili v letu 2018, bodo imeli že, ponavadi imajo ti ljudje zelo razvit šesti čut. To so ljudje, ki se ne bojijo ničesar. To so enostavno ljudje, ki bi jaz rekla, da so predispozicionirani za energijsko čiščenje prostora. Pravijo, je navezava med nebom in zemljo in preženejo energije, ni treba niti dosti lajati. Temu psu. Se pravi, bolj se bo razvijal ta, to je plus strana, da se razvije ta šesti čut, da se razvije ta povezava, da imamo ta odnos. Po drugi strani pa, kar smo rekli, da to leto ni leto kompromisov, pomeni tudi več podtalnega delovanja na verskem področju, nestrpnosti, kulturnih nestrpnosti, kar pa ni najboljša plata. Ampak, evo, krasno, bodoči terapevti, zdravilci se rodijo v letu 2018. Lahko bi tako rekli, pa tudi recimo športniki. Športniki rabijo ta odločenost, ta statusa, da gremo ne glede na vse. Kako pa bo v odnosih? V odnosih zelo previdno, sploh tisti vsi, ki so rojeni v letu zmaja. Pa ne samo v letu zmaja, tudi v dnevu zmaja, ti bodo najbolj na udaru. Zato tam res v rokavicah, bi jaz tamo rekla. Spoštovani gledalci in gledalke, prosim, ne se kregati z mano naslednje leto. Ker se bom verjetno jaz hotela z vami. Ja, tu je spopad dveh enakovrednih energij, zmaj pa pes, dveh jank močnih zemelj. Noben hrib se ne premakne, razen seveda, če prije potres. Kar pa verjetno se bo dogajalo kaj na tem področju? Jaz pač, ko se kontroliram energije, vedno je treba gledati, kako se ti cikli ponavljajo. Saj ni samo to leto tako. Taka leta so že bila prej. In ko pogledaš nazaj, vidiš, da je bilo leto recimo 1958 je bilo leto potresov, silnih potresov. So bili v Braziliji, v Rusiji, v Pakistanu je zasulo zemeljski plaz, recimo. Se pravi, vse, kar se dogaja z elementom zemlje. Zelo previdno je treba biti pod zemljo, v hribih. Po drugi strani pa pod zemljo so leta 1922 tudi našli grobnico Tutankamona. Se pravi, tudi arheološka izkopavanja, znanstveni dosežki so pa podprti. Pa leta recimo 1958, ko je bila enaka kombinacija elementov kot zemeljski pes, smo odkrili na znanstvenem področju, ne smo odkrili, so odkrili znanstveniki recimo magnetizem zemlje, to gravitacijo. Se pravi, bo to leto odkriti tudi? Tudi. Podpira znanstvene in akademske dosežke. Ali lahko v naravi pričakujemo še kaj drugega? Ja, z naravo je treba biti previdno. Jaz bom tako rekla, boljša je preventiva kot kurativa. Je pa vsekakor so bolj na udaru, je to bolj leto potresov, kakšnih vulkanskih izbruhov, plazov. Skratka, narava bo pokazala svoje značilnosti. V nadaljevanju pogledava, kako bo na poslovnem področju, kako bo na področju zdravja, pa še kaj poveva iz Feng Shui rokovnika za leto 2018. Jaz sem tukaj vesela, da si ga naredila, krasno. Tale trenutek pa vas povabimo na aktualne dogodke, klepetove dogodke. Novo leto, nov začetek s predavanjem o sibirski fitomedicini v Celju z Marijo Ano Kolman v soboto, 13. januarja ob 6. popoldan. Vsaj enkrat na mesec pa si lahko vzamete čas, 2 uri časa zase. Vabljeni na božanske večere, ki so kombinacija plesa, lahkih telesnih vadb, meditacije in kopanja v zvoku kristalov, gonga in šamanskih instrumentov. Vsak mesec. Sobota 20. januarja je rezervirana za celodnevni seminar Obilje v Ljubljani, poudarek na osebnostni osvoboditvi. Ne zamudite dneva, ki lahko korenito spremeni vaše življenje na bolje. Vljudno torej vabljeni, pridružite se nam, še najboljše pridete sami, verjetno se boste povezali še s kom drugim in res taka fajn energija se kreira.
V letu 2018 pa bo, ja, zanimive stvari se bodo očitno dogajale, tako govorijo tudi astrologi, numerologi, pravzaprav vsi, katere smo spraševali. In kaj nam lahko poveš z očmi Feng Shui svetovalca za leto 2018 na področju zdravja? Pri zdravju velja posebna previdnost, sploh mogoče dekleta, ženske, smo, kar rade kaj pojemo, pa smo bolj na linijo, da gledamo. Kaj se bomo redile? Ja, je to leto, ko se lažje zredimo. Torej, ne se pripraviti na dieto 16. februarja, ko se začne leto psa, ampak že majčkeno prej, da ne bo prepozno. Skratka, ta močan element zemlje kaže malenkost slabše zdravstveno stanje na področju trebuha. Ja, tako tukaj se tudi ponavadi rado kaj nabere, kakšna maščoba preveč, sicer je pa ta element zemlje močan kaže na izrazite mišice, izrazito povečevanje celic in vse bolezni, ki so s tem povezane. Mogoče pankrasa oziroma trebušne slinavke. Paziti je treba tudi pri krvnem obtoku, se pravi, smo rekli, ogenj je v zatonu in bolezni srca in ožilja bodo bolj prišle do izraza. Skratka, aktivni bomo mogli biti in zelo paziti na svoje zdravje. Če do zdaj nismo prav veliko pažnje dajali na zdravo prehrano, je zdaj čas. Skrajni čas na gibanje, ker element zemlje nas dela statične. Rajš bi bili takole v kavču, kamor ne bi šli. To je tipičen primer elementa zemlje, tale kavč. In zakaj, če nam ni treba, pa kaj bi pomalcali zraven. V bistvu pa, da smo v ravnovesju, takrat moramo imeti malo več v aktivnosti, v sprehode, v plavanje in tako naprej, da uravnovesimo ta element. V Sloveniji je vse več samostojnih podjetnikov. Pred 18 leti si se tudi sama odločila za to pot, ko si začela svojo kariero Feng Shui svetovalke, prej si bila radiologinja. Inženir radiologije. Inženir radiologije. Povej, kaj nam svetuješ na področju kariere, na področju posla za leto 2018? Ja, vsi, ki so rojeni v letu zmaja, morajo malce popaziti na poslovnem področju. Zaščitnik, ampak vedno je neki izhod v krizi, zaščitnik je vsekakor element v obliki lesa, to je kot zajček. Leseni zajec. Zajec, lahko, kot zajec, tak tip energije, ki tega zmajčka, tega psa malenkost zamoti, da zmaja čistne z roka do konca, da ga ne pretrese. Pa na poslovnem področju nekako industrije, ki so povezane z elementom lesa, bodo super delovali. Knjige praviš, pa to je ta lesa, pa mediji. Tako, mediji, revije, se pravi, vse, kar je povezano z modo. Recimo, industrija, ki jo obvladuje element ognja, bo tudi produktivna, vendar ne toliko kot do zdaj. Malenkost manj. Jaz mislim, da smo mi z majčki taki revčki naslednjo leto, da po moje, da najbolj, da kam odpotujemo. Ne, jaz mislim, da boste veliko bolj pokazali svoje lastnosti in značilnosti, v plusu in v minusu, se pravi, edino, kar je vaša naloga, je ta, da držite ravnovesje na sredi, To je pač naloga. Se pravi, naslednje leto je treba napisati knjigo o tem, kako shujšaš, ko se bojo vsi tu gradili. Odlična ideja. Ja, manj žri, deluje, 100%. To je francoska dieta manj žri. A res? Ja, se mi zdelo, in tak tuj na glas. Ker smo že ravno pri potovanjih. Letos sem kar nekaj potovala, tudi naslednje leto imam namen, kam ja in kam ne. Ker vem, da Feng Shui to zlo, kjere smeri so, pa kjere niso. Ena izmed zaščita, kako se opreti tej energiji zmaja in zemlje in vplivov energijskih je tudi ta, da se izogibamo potovanju proti severozahodu. Je sicer še nekaj takih področji, ki pa so označena noter v rokovniku. Takole je na kompasu vrisano, katera so ta področja, kjer ne samo kam ne potovati, ampak tudi, kje nič ni potrebno začeti z renovacijami, oziroma katero področje v stanovanju, v vrtu, naj v letu 2018 miruje. To, kar nekaj Feng Shui nasvetov je v rokovniku.
Jaz bom rekla, vsi ti, ki so pomembni za vse, ki vejo, da feng shui obstaja, da energije obstajajo, pa nimajo toliko tega znanja, da bi se ne vem koliko poglabljali v to, ker pač, če narediš en dober koledar, ne rabiš tudi leta študija, zato je to zelo poenostavljeno napisano, za uporabo za čisto vsakega. Tudi namigi so noter za leto 2018. Kaj se dela pri pomladanskem enakonočju, ki je povezano z temle veliko nočjo, potem jesensko enakonočje, zimski solstici in božični čas. Se pravi, katere dejavnosti lahko takrat delamo, kaj je dobrodošlo. Potem na koncu imamo pa še en tak zapis, in sicer, ki ljudje se zmedijo. Mi imamo novo leto 31. decembra. Zdaj, če gledamo Feng Shui oziroma koledara po elementih, vidimo, da imamo dve novi leti kitajski. Eno je 16. februarja. V bistvu Feng Shui spremembe se pa začenjajo, to je po kmečkem koledarju, pa 4. februarja. In ljudje so zmedeni, kdaj je zdaj novo leto. Se pravi, tukaj je vse napisano in spodaj so celo datumi, kdaj se zamenja mesečna kombinacija energije. In takrat, ko je mesečna kombinacija energije, tudi malo spremeniš energije v prostoru. To si me pa že naučila. Ja, to je pa v Feng Shui koledarju, ki ga pišem vsak mesec. Odlično. Se pravi, črnega ali pa belega lahko zberemo, ne? Tako. Zdaj, če si bolj yang, potem bo zbrala yin varianto. Kaj sem jaz? Če si bolj yang. Veš, tisti znak, ki je yin-yang, črno-bel. Zato sem rekla, tudi ne moram narediti samo enega koledarja, ker nisem en tip človeka. En je bolj yang, tisti rabi bolj yin barvo. Ja, praviš, da moram biti v ravnovesju, jaz bi pol sivga. Pa glej, če tukaj ne sveti zlučijo na zlato, malo na sivo povleče. Zaščita si rekla, da je zajček? Zajček. Kaj to pomeni? Kam si ga obesim, okrog vrata ali kaj ne naredim? Jaz ga nosim kar v torbici. V torbici? Ja, torbica je vedno z mano. Ženske imamo v torbici, moški ga ponovadi imajo v žepu hlač ali pa sukiča. Pa kaj ti imaš to na spletni strani te kakšne? Jaz sem na spletni strani, ja. Aha, te zaščite? Tako je. Zajčke? Ja, tako, vsak lahko to naroči na spletni strani in dobi. Odlično. Za Feng Shui rokovnike pa malo lahko poprašate tudi naše drage svetovalke na 026 leto 2018. Lej, pač vse vem, da noče strašiti ljudi, ampak bo kar izzival polno leto. Ja, res je. Veliko bolj bomo mogli zadihati, reagirali bomo na polno. Ali pa bomo želeli reagirati, pa ne bomo mogli. Ker gora, če gledamo yang zemlja, to je gora. Gora se ne premakne. Saj poznaš tisti izrek, Mohamed, pridi gori. Gora je tam in je stabilna in se drži teh principov. To so zelo, ko bom rekla, take težke energije. Težke energije, ja. Evo, da jim bomo kos, končno prihaja leto, ki nam ponuja te možnosti, da začnemo delati na sebi in tudi začeti živeti v ritmu svojega bitja, v ritmu narave. Sicer pa na zadnji dan v letu 2017 bomo preverili vse izjave za leto 2018 strani numerologinje, astrologinje, karmične diagnostičarke, tudi Tanje, tiste najbolj pomembne stvari, tako da bodite z nami, torej 31. Takrat pripravljamo posebno novoletno oddajo in podružite se takrat z nami. To bo v nedeljo, tako da bomo z vami v dopoldanskem času. Sicer pa prav posebna oddaja tudi za Božič, tudi takrat seveda nas lahko spremljate na ta 25. in verjamem, da slišite kaj zanimivega, kaj koristnega, kaj uporabnega, kajti leto 2018 bo prav posebno. Stres, tako da stres je številka ena, tako da ženske ustavce morate. Ustavce moramo zregulirati, se moramo